Zdaj pa je beseda tvoja, zdaj mogoče, da nas pozdraviš, mislim, da je vse prižgano. Je, ne? Ja, mislim, ja. Izvoli. Ok, najprej srčna hvala tebi, draga Zvezdana, ker ona je moja največja ambasadorka v Sloveniji. Ja, ker so še druge po svetu, ampak v Sloveniji si ti resnično ob dr. Evgenu Bavčarju res tista najbolj prisrčna, najbolj srčna in tudi z izjemnim estetskim čutenjem kot umetnica, kot igralka, ki zna začutiti, kaj je treba izpostaviti in na kak način je treba izpostaviti. Tako da srčna hvala, Zvezdana, za tako čudovito predstavitev. Vam pa en prisrčen pozdrav. Pančito, tebi, ja, no, muchas gracias por venir. Njemu hvala lepa, da je prišel. Tako kot imate tu Lilith, to je moja zadnja pesniška zbirka, ki je trijezična. Kaj to pomeni? Vse pesmi so v slovenskem, španskem in italijanskem jeziku. Ker pač že toliko let, to, kar je tudi izpostavila Zvezdana, ne živim v Sloveniji, so pač tuji jeziki postali moji jeziki. V Bruslu ob francoščini največ govorim španščino, prijatelji italijani, italijanke, tako da je to zbirka, ki je trojezična in sem jo prejšnji teden že tudi predstavljala v Parizu. Zato bi rada povedala, trojezična pomeni, da bo jasno, Dragica pesem napiše v italijanščini, ne da bi jo prevajala. Ona napiše originalno pesem v italijanščini in originalno v španščini. To je drugače, veš, mi vsi mislimo, da ti to prevajaš, ne? Ti napišeš slovensko pesem in podobno z isto vsebino italijansko in potem in špansko. Ja, gre za sporedne pesmi, tega meni nihče ne prevaja, to delam vse sama, tako kot začutim, tako v enem jeziku povem. Lahko so nekatere stvari v vseh jezikih podobne, ampak če mi rečemo v slovenščini vrči puško koruzo, bodo rekli Španci no tirar la toalja, ne vrži brisače. Ne? Italijani bodo rekli non gettare la spugna, se pravi ne zabrisati gobe. Ne? V vsakem jeziku boste to povedali drugače. Ne? Če bi bil direktni prevod. Ja, če bi bil to, se pravi, eno in isto stvar je v vsakem jeziku treba povedati drugače. To pomeni biti doma v teh jezikih. In jaz kot Slovenka, ki živi v tujini, po izobrazbi sem profesorica slovenskega, italijanskega jezika, delala sem še dodatno španski jezik. 8 let sem živela in sem delala v Rimu na Sapienci kot profesorica, potem dolga leta, ko je bil mož ambasador v Španiji, Andora, Kuba, smo bili diplomati in potem smo šli iz Madrida v Bruselj in smo v Bruslu ostali in smo že več kot 20 let smo že v Belgiji in moji otroci, ki niso nikoli hodili niti en dan v slovenske šole, pišeta oba in govorita odlično slovensko. Ob angleščini, ob španščini, ob francoščini govorita odlično slovenščino. Kaj hočem povedati? Da je meni materin jezik največja vrednota in pisati v slovenščini to, da je naš narod, kar si ti že izpostavila, obstal, brez pisane besede ne bi obstal. Ko smo živeli v Španiji, so nam Katalonci ob vsakem državnem prazniku posvečali, dali knjige. Baski ne morejo priti do neodvisnosti, ker nimajo literature v baskiščini. Torej, mi brez literature v jeziku kot narod ne obstanemo. To je zame najpomembnejša stvar in svetinja in ker že od mladega pišem, mi je pač slovenski jezik resnično, še posebno v tujini, največja vrednota. Ti prihajaš ta trenutek iz Pariza, kaj se pa je dogajalo v Parizu? Ja, moram povedati, da prejšnji teden smo v Parizu promovirali antologijo Rezistir, vzdržati. Jaz sem to južnoameriško poezijo, celotne Južne Amerike, Centro Pena. Center Pen, tudi v Sloveniji ga imamo, to je neke vrsta pesniki, pisatelji in esejisti, najbolj elitistična v svetu
družba, skupnost vsaki državi, ki skrbi za publiciranje, za umetnike, ki so v zaporih, za pravico do besede, za svobodo in je to najbolj elitistično združenje pesnikov, pisateljev in esejistov. In jaz sem v glavnem vsem predsednikom južnoameriške in članov teh penov prevedla. Lucijo Duran Barba je avtorica preko 70 del in sem to prevajala in znotraj antologije mi je dala možnost kot edini Slovenki, kot edini, da v antologijo vključi južnoameriške poezije tudi mojo pesem v slovenskem in španskem jeziku. In torej mi smo to antologijo predstavili v Parizu, ki je šla v špansko-francoskem slovenskem jeziku in potem hkrati smo imeli pa še večer, ker sem imela možnost predstaviti to pesniško zbirko Lili, prvinsko žensko in so mi poezijo, to je bilo resnično, predstavljala sem poezijo italijanščini, španščini, slovenščini in francoščini. Mojo poezijo v španščini, italijanščini in francoščini so interpretirali Španci, native speakerji, pesnica, italijansko pesnik, italijanski. Francoščino mi je še predstavljala portugalska prva pesnica Alice Machado, ki je edina ženska na Portugalskem, ki je dobila državno odlikovanje, zlato medaljo španskega parlamenta, kot edina ženska na Portugalskem in ona je brala moje pesmi. Skratka, špansko, francosko, italijansko, jaz sem ves čas brala v slovenščini, interpretirala. Tako da cel večer v Parizu, prišla je tudi naša konzulka, je bila, jaz sem res samo interpretirala poezijo v slovenskem jeziku. Vsi drugi so moje pesmi interpretirali in to so izjemno poznani, priznani avtorji z vrsto publikacij in tako da moram povedati, za mano ne stoji nobena založba, nihče, zgolj moje pesmi. In ko interpretiram, jaz sem ves čas v raznih interpretacijah, letos je šla tudi v New Yorku antologija poezije v španščini, kjer je bil natečaj za vse pesnike, ki pišejo po celem svetu, milijarda ljudi v španskem jeziku. In sem prišla v izbor 100 pesnikov in so v tej antologiji v španskem jeziku tudi moje pesmi. Pred 2 letoma v francoščini, v kurdsko-francoski priročnik. Pesmi se prevajajo v arabščino in kurdščino, zaradi mojega angažmaja kot ženska, ko podprem druge ljudi. Tako da, hvala ti za to vprašanje. Mi ti, Dragica, čestitamo. A veste, mislim, nagrade in priznanja, glede na to, da tudi sama kot igralka moram živeti v tem svetu in čakati te nagrade in priznanja, oziroma sem na nek način in smo na nek način odvisni od njih. Dragi moji, mislim, najbolj pomembno je kaj? Da se dotaknemo vaših src. Da se besede dotaknejo ljudi, ker so namenjene samo vam. Se pravi, od mene vate, od mene k tebi. To je smisel vsega dela in vse umetnosti in vseh zgodb tega sveta, ki jih pripovedujemo bolj ali manj uspešno. Glede na to, da se veste, pesmi so ena krhka struktura, so najbolj fino tkanje in jih je res, pravzaprav je treba zapreti oči, ko jih poslušate. In zdaj bom poskušala eno pesem lepo prebrati, vi pa zaprite oči. Samo zazibljite se v ta nek skrit, notranji ritem besed, energij in sporočila, vsebine. Nič vam ni treba vedeti, nič vam ni treba znati, nič vam ni treba biti, samo čutite. In to je vaše. To ste v tem trenutku vi.
Toliko pesmi je posvečenih ljubezni, a nobena ne bo podobna tej. Pišem jo s črkami v sebi. Izbiram tople, izbiram nežne, izbiram vroče, izbiram divje, izbiram moje, in jih lepim po tebi, po tvojih prsih, po ustnicah, po očeh, po rokah, po trebuhu. Dlani so polne besed, s katerimi te ljubim. Ves si popisan, ves si porisan, kot pod tušem se zlivajo po tebi, se lepijo nate, se selijo vate, me ljubijo v tebi, me ljubijo na tebi. Toliko črk za eno samo ljubezen, za eno samo pesem v meni.